Pixelpoint 2017, ki se letos odvija v Novi Gorici, nosi naslov Resnično čaroben trenutek, A Truly Magical Moment, ki je povzet po delu kanadskega umetnika Adama Basante, ki prav s tem delom razstavlja tudi na letošnji ediciji tega festivala multimedijske umetnosti. Naslov dela, A Truly Magical Moment, se pravi Resnično čaroben trenutek, po mojem mnenju na en tak simbolen način povezuje vse umetnike in vsa razstavljena dela, ki jih lahko letos spremljamo in doživljamo na festivalu, in hkrati na en zelo, lahko rečem, poetičen način predstavlja ta umetniški odnos ali pa odnos umetnikov do sodobne tehnologije in uporabo tovrstne tehnologije v umetnosti. Namreč projekti, ki so predstavljeni na Pixelpointu, v bistvu govorijo o tem, da ne glede na to, kakšna ali pa katero tehnologijo sodobnejšo ali nekoliko malo manj sodobno umetniki uporabljajo, še vedno je v ospredju ali pa vsaj poskuša biti v ospredju neka zgodba, ki jo s pomočjo teh raznih prijemov in formalnih rešitev tudi predstavijo javnosti. Resnično čaroben trenutek je delo Adama Basante, ki na nek način izhaja iz filmske kulture, iz raziskovanja popularne kulture medijev in hkrati uvaja oziroma analizira enega izmed načinov komunikacije med posamezniki danes, to je tako imenovana videokonferenca oziroma videotelefonski klic. In ko se ta projekt vzpostavi, ko se vzpostavi ta komunikacija med dvema osebama preko videoklica, na nek način se ustvari ta magičen trenutek, ki ga ponavadi opazimo ali pa vidimo v raznih filmih z popularno, predvsem romantično vsebino. Drugi tak projekt, ki prav tako na en zanimiv način raziskuje neke vrste ljubezensko zgodbo, je delo angleške umetnice Anne Ridler. Umetnica je raziskovala to ogromno databazo, ki je prišla v javnost preko Wikileaksa in s pomočjo posebne aplikacije na nek način najdla v vseh teh zapisih tudi konkretno izpoved in ljubezensko zgodbo, dopisovanje v bistvu dveh oseb in izpovedovanje njune ljubezenske zgodbe. To sta recimo dva projekta, ki sta na nek način začela mojo misel o letošnjem Pixelpoint festivalu in ta misel se nadaljuje tudi z umetnikom Julianom Palačom, ki prihaja iz Avstrije in se predstavlja tukaj z delom Algorithmic Search for Love, ki prav tako bazira na njegovem ogromnem videoarhivu. Vsebino tega videoarhiva lahko spoznavamo skozi iskanje nekih ključnih besed. Če je danes vse prisoten ta brskalnik in tako imenovano googlanje, pri Julianu Palaču brskalnik bazira na videopodobi in na recimo temu iskanju besed, ki se pojavljajo v sodobni kinematografiji. Zelo sem vesel, ker se je letošnjega festivala udeležil tudi Vladimir Frelih, umetnik in profesor iz Akademije za umetnost v Osijeku. Vladimir Frelih se tukaj predstavlja z najnovejšim delom Area 2017, ki je dejansko spletna stran, ki jo lahko kadarkoli spremljamo, od kjerkoli se pač priključimo na to spletno stran. In ta spletna stran praktično z vsakim našim klikom miške na nek način beleži naše
naše aktivnosti na tej spletni strani, tako da je nenehno posredovana v živo. Skratka, tudi kadar je na tej spletni strani dejavnih več uporabnikov ali ljudi, na nek način spremljamo spreminjanje te spletne strani tako rekoč v živo. Projekt se mi zdi zanimiv, predvsem stališča tega, ker odpira vprašanje, kaj dejansko se danes dogaja z arhivi in dokumenti, ki so dostopni na spletnih straneh, kakšen odnos imamo mi sami do recimo sledenja informacij, oziroma pridobivanja raznih informacij, ki jih iščemo po internetu, kaj se v bistvu dogaja z zgodovino našega brskanja po spletu. Namreč vsi vemo, da se ta zgodovina danes na nek način nenehno beleži in ob najbolj, lahko rečem, nenavadnih trenutkih preko oglasov ali drugih sporočil, elektronskih sporočil, na nek način prihaja do nas. Na podoben način se v bistvu za zgodovino, ne samo za zgodovino, ampak v bistvu za neko samo strukturo interneta, ki je že od samega začetka veljal za, lahko rečem, pomembno orodje razcveta industrije za odrasle. S tem problemom oziroma s pojavom ali pa vlogo interneta v tem pogledu se ukvarja Iza Pavlina, ki v eni zelo kompleksni instalaciji na nek način poudarja te skrite vsebine, ki jih lahko najdemo v sklopu teh recimo strani za odrasle, ali pa v bistvu preizkušamo oziroma umetnica sama na nek način odkriva različne filije, različna stanja ali pa zanimanja posameznikov, ki jih iščejo v tej industriji za odrasle. Tako se predstavlja tukaj za serijo fotografij in spotov, ki so dejansko bili tudi objavljeni na določenih spletnih straneh, realnih spletnih straneh, in s pomočjo elektronskih naprav ali računalnika ali pametnega telefona lahko preko interne mreže spoznamo tudi dejansko dogajanje na teh spletnih straneh, kajti umetnica je vsako izmed svojih del, ko ga je objavila, je namreč sledila reakcijam, komentarjem in vse to dokumentirala, shranila, tako da celotno zgodovino tega, kako je posamezen njen video ali risba ali slika ali fotografija vplivala na nekega uporabnika spletne strani za odrasle, je seveda dokumentiran in tukaj na ogled v galeriji. Posebnim projektom se na Pixel Pointu predstavlja tudi slovenski avtor Tadej Vindiš, ki trenutno dela in živi v Londonu. Pri njegovem projektu je zanimivo to, da nam na nek način razkriva v bistvu drobovje te računalniške tehnologije, predvsem pa razkriva tako imenovano komunikacijo med stroji. Namreč danes si praktično realnosti, kot je, ne moremo predstavljati brez tega, da se raznolike naprave medsebojno povezujejo in pogosto mi niti ne razmišljamo o tem, kaj se dogaja v ozadju in kakšen pomen imajo te povezave in povezovanja teh naprav dejansko na naše življenje in hkrati tudi na uporabo tovrstnih tehnologij. Drug tak projekt, ki na tak poseben multimedijski način predstavlja na nek način zgodovino slovenskega izseljeništva v Ameriki, je projekt Valerie Wolfgang, umetnice, ki je končala študij na univerzi v Novi Gorici. In tudi njen projekt na nek način temelji na temu, da je gledalec v aktivni vlogi iskanja posameznih zgodb, ki jih je umetnica
zbirala na podlagi pripovedovanj dejanskih izseljencev v Ameriki in kako so oni v bistvu doživljali recimo temu ta premik iz enega kulturnega okolja v drugo kulturno okolje in kako so v bistvu nenehno s sabo in kako so vzdrževali na nek način to kulturno zgodovino, ki so jo kljub vsemu prinesli s sabo. Zelo vesel sem tudi, da se je vabilo na festival odzval ruski umetnik Dmitrij Morozov. Dmitrij Morozov je letos poleti v okviru rezidenčnega programa Ljudmile in Atola iz Ljubljane pripravil nov projekt, ki se imenuje Stupa, neke vrste stolp in je v bistvu prvi projekt v seriji, ki jih načrtuje. In je letos in je tukaj na tej razstavi tudi premierno predstavljen. Gre pa za en zanimiv, mogoče simbolen prikaz tega, simbolen prikaz nekega stanja mogoče v današnji družbi, ki iz totalnega kaosa, neorganiziranosti hiti in želi v neko stanje mirovanja, v neko urejeno stanje, ampak seveda, ko to doseže, s tem ni recimo temu zadovoljna in se ponovno vzpostavi nek kaos, neka sprememba. Na festivalu sodeluje tudi Marko Batista, umetnik iz Ljubljane, ki se že vrsto let ukvarja z intermedijskimi projekti, vendar tokrat je za razstavo Pixel Pointa pripravil poseben, tako imenovani analogni projekt z imenom Kibomatik. Gre v bistvu za posebno napravo oziroma analogno izdelano čelado, pripravo, ki jo damo na glavo in v bistvu s pomočjo te čelade na nek način poslušamo zvoke, ki jih tudi sicer lahko slišimo na razstavi, vendar ta čelada nam te zvoke spremeni in na ta način tudi mi sami doživljamo v bistvu razstavo skozi to neko analogno napravo na popolnoma drugačen način. Na razstavi Pixel Point se predstavlja tudi hrvaška umetnica iz Osijeka Ana Petrović. Ana Petrović se že nekaj let ukvarja z pomenom v bistvu svetlobe v posredovanju informacij in konkretno splošno v vizualni kulturi, ali naj bo to fotografija ali naj bo to film. In je ustvarila serijo projektov, ki nosijo naslov Lifram. To je v bistvu skovanka dveh besed svetloba, light in pa okvir kot frame. In na ta način tudi simbolno na nek način združuje svetlobo znotraj okvirja. Ko gledamo te njene projekte in doživljamo, ugotavljamo, da je naš pogled seveda različen na levem in desnem očesu in to je tisto osnovno izhodišče tudi njenih projektov, kar pomeni, da se v bistvu tista končna slika lahko sestavi šele, ko obe očesi dobita določeno informacijo. Na razstavi se predstavljata tudi slovenska umetnika oziroma tandem Nika Oblak in Primož Novak, sicer z delom Reality is Out. To je izjemno zanimivo delo, ki na nek način kaže ali pa govori o realnosti danes, hkrati manipulira v bistvu z našim pogledom in dojemanjem te realnosti, kajti tako imenovana kinetična videoinstalacija predstavlja v bistvu prizor, posnet prizor, ki se v določenem trenutku spremeni v neko realno stanje pred nami samimi, kajti transparent, ki ga umetnika držita v rokah z napisom Reality, kar naenkrat v določenem trenutku, ko ga dvigneta, pride oziroma pomoli iz ekrana ven. To se mi zdi eno tako zanimivo združenje v bistvu realnega in virtualnega prostora, pri čemer seveda
je v ozadju neke vrste magija razumevanja teh njunih videokinetičnih instalacij. Na festivalu se v okviru razstave A Truly Magical Moment predstavlja tudi Boštjan Čadež, izjemno zanimiv avtor, ki prihaja iz Ljubljane in izjemno dejavn na tej intermedijski sceni, vedno znova preseneča na nek način z svojimi projekti in z tako imenovano, jaz bi jo kar poimenoval kot neke vrste garažno produkcijo. Predstavlja se z projektom, ki nosi naslov Abecedna juha, in ta projekt na nek način združuje tehnologijo 3D printerja, snemanja z občutljivo kamero in pa projekcije, ter to neko kompleksno okolje, ki ga ta kamera snema in ki je bilo narejeno z 3D printerjem, ustavlja nek računalniški algoritem, ki se v bistvu odziva na to raznoliko pokrajino, ki jo kamera na nek način snema. Projekt se mi zdi zanimiv predvsem v tem smislu, ker omogoča ali pa nakazuje neke možnosti tovrstne komunikacije v javnem prostoru, kjer posamezne stavbe ali zgradbe za svojo strukturo, za svojo recimo temu fasado ali likovnostjo lahko ob neki recimo temu generirani projekciji še dodatno popestrijo neko okolje, v katerem se nahajajo, ali pa v bistvu nam ponudijo še neko novo informacijo, ki je z njimi povezana. Na festivalu se z svojim najnovejšim delom, ki je letos dobil tudi prestižno priznanje v okviru festivala Ars Elektronike, predstavlja Maja Smrekar. In sicer za to razstavo smo izbrali knjigo umetnice oziroma knjigo umetnika K9 Topologija, ki na nek dokumentarni način dejansko predstavlja njeno raziskovalno delo od leta 2014 do leta 2017. In po mojem mnenju je to eden izmed bolj zanimivih dokumentov, ki so se v zadnjem času pojavili ali pa ki so nastali v okviru recimo temu intermedijskih projektov, saj na, bi lahko rekli, tradicionalen ali pa bolj klasičen način skozi v bistvu zgodbo, fotografijo in seveda neke umetniške intervencije v tej knjigi kaže ves ta razvoj, raznolikost in v bistvu kompleksnost zgodbe, ki jo Maja Smrekar raziskuje v svojem delu, v tem odnosu med človekom in naravo, ki ga obdaja. Poseben projekt oziroma del festivala, letošnjega festivala Pixel Point pa predstavljajo 4 študentski projekti, ki so rezultat tako imenovane študentske štipendije, raziskovalne štipendije, ki je nastala letos jeseni v okviru festivala, mednarodnega festivala računalniške umetnosti v Mariboru. Na pobudo Mihe Horvata so te štipendije tudi bile podeljene, namreč 4 študentom in študentskim skupinam, ki so pripravili poseben projekt v okviru te štipendije, ki je bil prvič predstavljen na mednarodnem festivalu računalniške umetnosti v Mariboru. Tokrat pa te projekte kot neke vrste postprodukcijo predstavljamo tudi v okviru Pixel Pointa. To so študenti Domen Dimovski, Miha Godec, Tina Lanišek in pa skupina študentov, ki je pripravila video z naslovom Soseda. Umetnike, ki se predstavljajo na letošnjem festivalu Pixel Point, seveda združujejo različna znanja, ki jih posedujejo, znanja, ki so jih pač tekom svojega, recimo temu študijskega ali pa raziskovalnega umetniškega dela
pridobili in ki jim seveda pomagajo pri tem, da svoje projekte na nek način uresničijo. Tukaj v ozadju govorimo seveda o znanju in o sposobnosti, ki jih mogoče danes zelo težko pridobijo v okviru nekih ustaljenih izobraževalnih ustanov, kar pomeni, da je izjemno pomembno za tovrstno produkcijo umetniško, da v okolju, v katerem nastaja, ima tudi neko določeno podporo. Kajti vsak izmed njih seveda ima neko določeno znanje, tukaj pa problem je pa potem verjetno to znanje na nek način uporabiti v najboljši možni meri za realizacijo projektov. In v tem smislu se mi zdi pomembno, da obstajajo v recimo temu slovenskem prostoru tudi okolja ali področja, v okviru katerih lahko ti umetniki ustvarjajo in v bistvu nadgrajujejo svoje znanje. Okolja, kot so recimo produkcijske galerije, kot je galerija Aksioma ali pa Atol Ljudmila Kersnikova z svojim Rampa laboratorijem, prav tako izjemno pomembno pomagajo pri nastajanju tovrstne umetnosti, ki moramo razumeti, da ravno zaradi te svoje specifike in nekega znanja, ki je v ozadju, je tudi izjemno zahtevna produkcijsko in seveda finančno. Posebno vlogo pri tem pa, po mojem mnenju, imajo ravno festivali, ki so v Sloveniji s to umetnostjo tudi dodobra zaživeli in Pixel Point je eden izmed teh najstarejših festivalov. Kajti skozi te festivale se ta produkcija na nek način tudi pokaže, kar pa se mi zdi recimo pomembno ali pa problematično, in sem to na nek način v zadnjem času opazil, je, da je zelo veliko tovrstnih projektov narejenih kot enkratna produkcija in da to, kar manjka, je tista podpora avtorjem, da bi bilo čim več neke postprodukcije in da bi v bistvu umetniška dela, ki so sicer narejena za neko določeno situacijo, performance, razstavo, lahko v obliki postprodukcije zaživela tudi ali pa bila predstavljena tudi v nekem drugem okolju.